jezik. Izvolite, gospa Ursula von der Leyen. Thank you very much, Madam President, ministers. Hvala lepa, kolegice in kolegi, ministrice in ministri. Čez 300 dni bodo Evropejci volili v naši enkratni demokraciji. In to bo priložnost za to, da bodo lahko ljudje razmislili o stanju v Evropski uniji in pa o delu, ki ga zanje zagotavljamo. Bo pa to tudi trenutek za to, da se bomo odločili o tem, kakšno prihodnost in kakšno Evropo si želimo. Med voljivci bodo milijoni mladih voljivcev, ki so se rodili leta 2008 in ki bodo šli prvič na volitve. Ko bodo na voliščih oddali svoj glas, bodo razmišljali o tem, kaj je zanje pomembno. Razmišljali bodo o vojni, ki divja ob naših mejah, o učinkih uničujočih podnebnih sprememb, kako bo na njihovo življenje vplivala umetna inteligenca, ali kakšne so možnosti, da v prihodnih letih najdejo zaposlitev in kupijo nepremičnino. Naša današnja unija je odraz vizije tistih, ki so sanjali o boljši prihodnosti po drugi svetovni vojni. O prihodnosti, v kateri bi narodi, demokracije in ljudje sodelovali v uniji, da bi skupaj živeli v miru in blaginji. Menili so, da je bila zanje Evropa pravi odgovor na klice zgodovine. Kadar se pogovarjam z novo generacijo mladih, se riše prav taka vizija boljše prihodnosti. Enaka goreča želja, da bi izgradili nekaj boljšega. Enako prepričanje, da se mora v svetu, ki ga prežema negotovost, Evropa znova odzvati na klic zgodovine. Odzvati pa se moramo skupaj. Pridobiti moramo zaupanje Evropejcev in Evropejk, ki nam bodo zaupali ukrepanje v zvezi z njihovimi željami in strahovi. V prihodnih 300 dneh moramo dokončati delo, ki so nam ga že zaupali. Rada bi se zahvalila Evropskemu parlamentu za vodilno vlogo pri uresničevanju ene najambicioznejših preobrazb, ki se jih je kdaj lotila Unija. Ko sem stala tu leta 2019, sem vam predstavila svoj program za zeleno, digitalno in geopolitično Evropo. In vem, da so nekatere takrat obhajali dvomi. In to je bilo še preden sta svet na glavo obrnila svetovna pandemija in pa surova vojna na evropskih tleh. Pa poglejte, kje je Evropa danes? Doživeli smo rojstvo geopolitične Evrope, ki podpira Ukrajino, se upira ruski agresiji, se odziva na samozavestno Kitajsko in vlaga v partnerstva. Sprejeli smo Evropski zeleni dogovor, ki je osrednji del našega gospodarstva. Začrtali smo pot za digitalni prehod in postali vodilni na področju spletnih pravic na svetovni ravni. Imamo zgodovinski instrument Next Generation EU, ki združuje za 800 milijard evrov naložb in reform, ter ustvarjamo dostojna delovna mesta za danes in jutri. Postavili smo gradnike za zdravstveno unijo ter pomagali cepiti celotno celino in obsežne predele sveta. Poskrbeli smo, da postajamo bolj neodvisni v ključnih sektorjih, kot so energija, čipi in surovine. Rada bi se vam zahvalila tudi za prelomno in pionirsko delo, ki smo ga opravili na področju enakosti spolov. Kot ženski mi to veliko pomeni. Uspešno so dokončali projekte, za katere so bili mnogi prepričani, da se nikoli ne bodo premaknili, kot sta direktiva o zastopanosti žensk v upravnih odborih ali pa zgodovinski pristop Evropske unije k Istanbulski konvenciji. Potem je tu še direktiva o preglednosti plačil. Tu smo uzakonili osnovno načelo, da si enako delo zasluži enako plačilo. Niti enega argumenta ni za to, da bi morala biti ženska za isto vrsto delo plačana manj kot moški.
Naše delo na tem področju pa še zdaleč ni končano in še naprej si moramo skupaj prizadevati za napredek. Vem, da parlament podpira naš predlog o boju proti nasilju nad ženskami. Želim si, da bi pri tem uzakonili še eno osnovno načelo. Ne pomeni ne. Ni prave enakosti brez svobode pred nasiljem. Zahvaljujoč temu parlamentu, državam članicam ter moji ekipi komisarjev in komisarjev smo uresničili več kot 90% političnih usmeritev, ki smo jih predstavili leta 2019. Skupaj smo pokazali, da ko je Evropa drzna in združena, takrat tudi nekaj doseže. Ostanimo torej skupaj, zastopamo se še naprej za skupne cilje. In pripravimo se za prihodnost. Spoštovane poslanke in poslanci, pred 4 leti smo se na klic zgodovine odzvali z Evropskim zelenim dogovorom. Letošnje poletje, ki je bilo najtoplejše doslej izmerjeno v Evropi, je bridek spomin, zakaj je to tako pomembno. V Grčiji in Španiji so divjali požari. In le nekaj tednov zatem so jo prizadele še uničujoče poplave. Ekstremno vreme je ustvarilo kaos in gromozansko škodo od Slovenije do Bolgarije in prav po vsej Uniji. Znašli smo se v realnosti vrelega planeta. Evropski zeleni dogovor je nastal iz potrebe po zaščiti našega planeta. Vendar je bil zasnovan tudi kot priložnost za to, da bi ohranili naše prihodnjo blaginjo. Ta mandat smo začeli z odločitvijo dolgoročne perspektive za uredbo o evropskih podnebnih pravilih in ciljem za leto 2050. Podnebno agendo smo preoblikovali v gospodarsko in to je ponudilo jasno usmeritev za naložbe in inovacije. Tako zastavljena strategija za rast je že na kratek rok prinesla rezultate. Evropska industrija vsak dan dokazuje, da je pripravljena poganjati ta prehod. In tako dokazuje, da modernizacija in razogličenje lahko gresta z roko v roki. V zadnjih 5 letih se je število tovarn čistega jekla v Evropski uniji povečalo za 0 na 38. Danes privabljamo več naložb v čist vodik kot ZDA in Kitajska skupaj. Ravno jutri se bom na Danskem srečala s predsednico vlade Mette Frederiksen, kjer bom te inovacije lahko videla tudi v živo. Obeležili bomo splavitev prve kontejnerske ladje na čisti metanol, proizveden s sončno energijo. Takšno moč ima odziv Evrope na podnebne spremembe. Evropski zeleni dogovor zagotavlja potrebni okvir, spodbude in naložbe, vendar rešitve razvijajo ljudje, izumitelji in inženirji. Zato, spoštovani poslanci in poslanke, ko vstopamo v naslednjo fazo Evropskega zelenega dogovora, ugotavljamo, da se ena stvar nikoli ne bo spremenila. Še naprej bomo podpirali evropsko industrijo v celotnem obdobju tega prehoda. Na to se lahko zanesajo. Začeli smo s svežnjem ukrepov od akta o neto ničelni industriji do akta o kritičnih surovinah. Z evropsko industrijsko strategijo smo se lotili ocenjevanja tveganj in potreb vsakega posameznega ekosistema pri tem prehodu. In to začeto delo moramo zdaj dokončati. Pri tem moramo razviti pristop za vsak industrijski ekosistem. Zato bomo od tega meseca dalje organizirali vrsto dialogov z industrijo o čistem prehodu. Glavni cilj bo, da bi podprli vse sektorje pri oblikovanju lastnih poslovnih modelov za razogličenje industrije. Prepričani smo namreč, da je ta prehod bistven za našo prihodnjo konkurenčnost v Evropi.
Ampak pri tem gre v enaki meri tudi za ljudi in njihova delovna mesta danes. Naša vetrna industrija je naprimer evropska zgodba o uspehu, vendar se trenutno sooča z edinstveno kombinacijo izzivov. Zato bomo predstavili evropski sveženj o vetrni industriji in pri tem tesno sodelovali z industrijo in državami članicami. Še bolj bomo pospešili izdajanje dovoljenj, izboljšali bomo dražbene sisteme v vsej Evropski uniji, osredotočili se bomo na spretnosti, dostop do financiranja in stabilne dobavne verige. Toda to presega en sam sektor. Ne gre za vetrno energijo ali jeklo, za baterije ali električna vozila. Naše ambicije so povsem jasne. Prihodnost naše industrije, čiste tehnologije se mora pisati v Evropi. To je naša naloga. Spoštovane poslanke in poslanci, s tem dokazujemo, da v zvezi z Evropskim zelenim dogovorom ostajamo na začrtani poti, ostajamo ambiciozni in ohranjamo svojo strategijo rasti. In vselej si bomo prizadevali za pravičen prehod. To pomeni pravičen izid za prihodne generacije, da bodo živele na zdravem planetu, pa tudi pravično pot prehoda za vse, da bodo imeli dostojna delovna mesta in da ne bomo nikogar prezrli. Pomislite samo na delovna mesta v proizvodnji in na konkurenčnost. O tem smo v zadnjem času pogosto razpravljali. Naši industriji in tehnološkim podjetjem konkurenca ugaja. Vejo, da svetovna konkurenca prinaša koristi, da ustvarja in varuje delovna mesta tu v Evropi. Vendar je konkurenca resnična le, če je poštena. Naša podjetja so prepogosto izključena z tujih trgov ali pa so žrtve plenilskih praks. Njihove cene pogosto nelojalno znižujejo konkurenti, ki prejemajo ogromne državne subvencije. Nismo pozabili, kako so kitajske nepoštene trgovinske prakse prizadele našo industrijo sončne energije. Številna mlada podjetja so izrinili močno subvencionirani kitajski konkurenti. Inovativna podjetja so morala razglasiti tečaj. Obetavni, nadarjeni posamezniki pa so iskali boljše priložnosti v tujini. Pravičnost je v svetovnem gospodarstvu tako zelo pomembna, prav zato, ker vpliva na življenja ljudi in njihove možnosti za preživetje. Od nje so odvisne celotne industrijske panoge in skupnosti. Zato se ne smemo zatiskati oči pred tveganji, s katerimi se soočamo. Vzemimo na primer sektor električnih vozil. To je ključna panoga za čisto gospodarstvo, ki ima velikanski potencial za Evropo. Svetovne trge pa preplavljajo cenejši kitajski električni avtomobili. Njihova ocena je umetno nizka in to omogočajo ogromne državne subvencije. To izkrivlja naš trg. Tega ne sprejemamo na našem trgu in zaradi tega je to nesprejemljivo, tudi kadar prihaja od zunaj. Zato vam lahko danes sporočim, da komisija začenja protisubvencijsko preiskavo električnih vozil, ki prihajajo iz Kitajske. Evropa je odprta za konkurenco, ne pa za tekmovanje v zniževanju standardov. Braniti se moramo pred nepoštenimi praksami. Prav tako pa je pomembno, da ohranimo odprte komunikacijske kanale in dialog s Kitajsko. Kajti tu so tudi vprašanja, pri katerih lahko sodelujemo in tudi moramo sodelovati. Zmanjševanje tveganj, nepopolna prekinitev odnosov. To bo moj pristop v pogovorih s kitajskim vodstvom na vrhu Evropska unija Kitajska, ki se bo odvijal letos. Spoštovane gospe in gospodje poslanci, v Evropski uniji smo ponosni na našo kulturno raznolikost. Smo Evropa regij z posebno raznolikostjo jezikov, glasbe, umetnosti, tradicij, obrti, kulinaričnih dobrot.
smo tudi Evropa edinstvene biološke raznolikosti. 6500 vrst se pojavlja samo v Evropi, nikjer drugje po svetu. In sicer na severu imamo edinstveno morje, imamo svet edinstvenih živalskih in rastlinskih vrst, ki živijo v tem morju. In to je velikega pomena za preživetje ptičev. Potem je tu še vzhodno morje. Potem imamo morja na jugu, imamo velika mokrišča. Vse te regije so pomembni zavezniki za klimatske spremembe, ki se dogajajo. Zaščitena mokrišča močvirja imajo velike količine toplogrednih plinov, potem imamo ogromne vodotoke, imamo edinstveno biotsko raznovrstnost. Potem imamo ogromne gozdove, iglavce na vzhodu in na severu, imamo potem še zadnje pragozdove hrastov, potem imamo plutovce na jugu Evrope in to je ogromno bogatstvo. To so surovine, to je les, to so drugi proizvodi, to so plodna tla, filtrirajo zrak in vodo, biotska raznovrstnost in ekosistemi so življenjskega pomena za preživetje v Evropi. Izguba te narave ne uničuje samo osnov življenja, ampak tudi domovinski občutek ljudi in to je treba zaščititi. Und gleichzeitig in hkrati pa je treba tudi zagotoviti preskrbo z hrano skupaj z naravo. In danes želim izreči spoštovanje našim kmetovalcem. meine Anerkennung und mein Moje priznanje, moja zahvala gre njim za to, da nas dan za dnevom preskrbujejo s hrano, za zdravo hrano. Za nas v Evropi je ta naloga osnova agrarne politike in neodvisnost v oskrbi s hrano je izjemnega pomena. To, kar delajo naši kmetovalci, to ni samoumevno, kajti posledice ruske agresije do Ukrajine, podnebne spremembe z požarji, poplavami, z sušo, pa tudi nove zaveze, vse to oblikuje delo kmetov in njihovo dohodkovno situacijo. Mi moramo vse to upoštevati. Mnogi se že danes zavzemajo za trajnostno kmetovanje. Skupaj z ljudmi na področju kmetijstva moramo obvladati te nove izzive. Samo na ta način lahko zagotovimo našo prehransko varnost tudi v prihodnje. To pomeni, potrebujemo več dialoga in manj polarizacije. Iz tega razloga želimo oblikovati strateški dialog za prihodnost kmetijstva v Evropski uniji. Kajti sem in ostajam prepričana v to, da lahko kmetijstvo in varstvo narave gresta za roko v roki. Oboje je pomembno. Honourable members, a fair transition for farmers, families and industry. This is the hallmark. Spoštovani poslanci in poslanke, pravičen prehod za kmete, družine in industrijo, to je prepoznavna značilnost tega mandata. Še toliko bolj je to pomembno, ko se soočamo z neugodnimi gospodarskimi razmerami in v prihodnjem letu se bo naša industrija spopadla s 3 glavnimi gospodarskimi izzivi: pomanjkanjem delovne sile in spretnosti oziroma veščin, inflacijo ter olajšanjem poslovanja za naša podjetja. Prvi izziv je povezan z našim trgom dela. Nismo pozabili, kako je bilo na začetku pandemije. Takrat so vsi napovedovali nov val
množične brezposelnosti kot v 30 letih prejšnjega stoletja, vendar smo to napoved postavili na laž. Z instrumentom SURE, prvo evropsko pobudo za skrajšani delovni čas, smo ohranili 40 milijonov delovnih mest. Tako evropsko socialno tržno gospodarstvo deluje v praksi in na to smo zagotovo lahko ponosni. Na to smo začeli z instrumentom Next Generation EU in danes že vidimo rezultate. Evropa se približuje polni zaposlenosti in namesto, da bi milijoni ljudi iskali zaposlitev, je v resnici prostih na milijone delovnih mest, ki iščejo ljudi. Pomanjkanje delovne sile in veščin dosega rekordno raven, tako pri nas kot v drugih gospodarskih velesilah in 74% majhnih in srednje velikih podjetij pravi, da se soočajo s pomanjkanjem veščin. Na vrhuncu turistične sezone restauracije, bari po Evropi obratujejo s skrajšanjem delovnim časom, ker ne morejo najti ljudi. Bolnišnice prenaročajo paciente zaradi pomanjkanja medicinskih sester in 2/3 evropskih podjetij išče strokovnjake z področja informatike. 2/3. Hkrati pa milijoni staršev, večinoma mater, težko usklajujejo službene obveznosti in družinsko življenje, ker ne morejo dobiti otroškega varstva. 8 milijonov mladih pa ni niti zaposlenih, niti se ne izobražujejo, niti se ne usposabljajo. 8 milijonov. Na ta način so potisnjeni na stranski tir. In to povzroča ne le osebne stiske, ampak tudi bistveno zavira našo konkurenčnost. Kajti pomanjkanje delovne sile ovira zmogljivost tako za inovacije, kot za rast, kot za blaginjo. Zato moramo izboljšati dostop do trga dela. In to najbolj velja za mlade, za ženske in hkrati potrebujemo tudi kvalificirano migracijsko delovno silo, migrante, ter se moramo odzvati na globoko zakoreninjene spremembe v tehnologiji, družbi in strukturi prebivalstva. Za vse to pa bi se morali zanašati na strokovno znanje podjetij in sindikatov, ki so naši partnerji pri kolektivnih pogajanjih. Skoraj 40 let je že od tega, ker je Jacques Delors sklical srečanje v Val d'Uchesse, na katerem se je začel evropski socialni dialog. Od takrat socialni partnerji sooblikujejo današnjo unijo, ki milijonom Evropejcev in Evropejk zagotavlja napredek in blaginjo. Svet okoli nas pa se spreminja hitreje kot kdajkoli prej, zato morajo biti socialni partnerji spet v središču naše prihodnosti. Skupaj se moramo lotiti izzivov na trgu dela, od pomankanja veščin in delovne sile do novih izzivov, ki izhajajo iz umetne inteligence. Zato bomo skupaj z belgijskim predsedstvom naslednje leto ponovno sklicali novi vrh socialnih partnerjev v Val d'Uchesse in prihodnost Evrope bodo gradili naši socialni partnerji, kajti to je naša naloga. Drugi bistveni gospodarski izziv je vztrajno visoka inflacija. Christine Lagarde in Evropska centralna banka si močno prizadevata obvladati inflacijo. Vemo, da bo minilo kar nekaj časa, preden se bomo lahko vrnili k srednjeročnemu cilju Evropske banke. Dobra novica pa je, da je Evropa začela zniževati cene energije. Nismo in ne bomo pozabili, da je Putin namerno uporabil zemeljski plin kot orožje in kako je s tem sprožil strah pred izpadi električne energije, kot smo se bali v 70 letih prejšnjega stoletja. Mnogi ljudje so mislili, da naše zaloge energije ne bodo zadoščali, da bi preživeli zimo, pa nam je uspelo. Ostali smo enotni, združujemo povpraševanje in energijo nabavljamo skupaj. Hkrati pa smo drugače kot v 70 letih prejšnjega stoletja krizo izkoristili za naložbe v obnovljive vire energije in prehod na čisto energijo. Kritično maso Evrope smo uporabili za znižanje cen in zagotovitev oskrbe. Poglejmo, kako je s ceno plina v Evropi. Bila je več kot 300 € za megavatno uro pred enim letom, danes pa je približno
35 evrov, torej z 300 je padla na 35. Zato moramo proučiti, kako bi lahko tak uspešen model uporabili tudi drugod. Na drugih področjih, kot so kritične surovine ali pa čisti vodik. Tretji izziv evropskih podjetij je olajšanje poslovanja zanje. Majhna podjetja se težko spopadajo z zapletenimi upravnimi postopki ali pa jih tudi ovira dolgotrajnost teh postopkov. In to pogosto pomeni, da ustvarijo manj, kot bi lahko v času, ki ga imajo na voljo, in da zamujajo priložnosti za rast. Zato bomo pred koncem leta imenovali odposlanca Evropske unije za majhna in srednje velika podjetja, ki bo poročal neposredno meni. Neposredno si želimo slišati mnenja majhnih in srednje velikih podjetij o njihovih vsakodnevnih izzivih. Za vsak novi zakonodajni akt opravimo preverjanje konkurenčnosti strani neodvisnega odbora. In naslednji mesec bomo pripravili prve zakonodajne predloge, ki bodo zmanjšali obveznosti poročanja na evropski ravni za 25%. Honorable members, Spoštovane poslanke in poslanci, bodimo odkriti, to ne bo enostavno in potrebovali bomo vašo podporo. Gre namreč za skupno prizadevanje vseh evropskih institucij. Zato moramo sodelovati tudi z državami članicami, da bi teh 25% zmanjšanja dosegli tudi na nacionalni ravni. Napočil je čas, da resnično v vsej Evropi olajšamo poslovanje. But European companies also need access to key technologies to Vendar pa evropska podjetja za inovacije, razvoj in proizvodnjo potrebujejo tudi dostop do ključnih tehnologij. In to je bistveno vprašanje evropske suverenosti, kot so poudarili evropski voditelji v Versaju. Ohranitev evropske prednosti na področju kritičnih in nastajajočih tehnologij je nujna za gospodarsko in nacionalno varnost. Takšna evropska industrijska politika pa zahteva tudi skupno evropsko financiranje. In ravno zato smo kot del svojih predlogov za pregled oziroma prenovo proračuna predlagali platformo STEP. Z STEPom lahko sredstva Evropske unije usmerimo v vse od mikroelektronike do kvantnega računalništva in umetne inteligence, od biotehnologije do čiste tehnologije. Naša podjetja to podporo potrebujejo in to takoj. Zato pozivam k hitremu dogovoru o našem predlogu proračuna in pri tem sem prepričana, da se lahko zanesem tudi na vas. Še nekaj je v zvezi s konkurenčnostjo. Obstajajo resnična ozka grla v svetovnih dobavnih verigah, tudi zaradi namernih politik drugih držav. Pomislimo na kitajske izvozne omejitve za elementa Galiji in Germaniji, ki sta bistvena sestavina v izdelkih, kot so polprevodniki in sončni paneli. In to kaže, zakaj je za Evropo tako pomembno, da okrepi gospodarsko varnost. Treba je zmanjšati tveganja, ne pa popolnoma prekiniti odnose s Kitajsko. In zato sem ponosna, da so ključni partnerji ta koncept široko podprli od Avstralije do Japonske, do Združenih držav Amerike in številne druge države po svetu želijo sodelovati pri tem. Številni so preveč odvisni od enega samega dobavitelja kritičnih mineralov. Drugi, od Latinske Amerike do Afrike, pa si želijo razviti, in to upravičeno, lokalno industrijo za predelavo in rafiniranje, ne pa da samo pošiljajo svoje vire v tujino. Zato bomo še letos sklicali prvo srečanje novega kluba za kritične surovine. Hkrati bomo še naprej spodbujali odprto in pravično trgovino. Doslej smo sklenili nove sporazume o prosti trgovini s Čilom, z Novo Zelandijo, s Kenijo. Do konca leta naj bi zaključili dogovore z Avstralijo, Mehiko in Mercosurjem, kmalu zatem pa še z Indijo in Indonezijo. Mislim, da pametna trgovina zagotavlja dobra delovna mesta in blaginjo
za vse. Spoštovani poslanci in poslanke, ti trije izzivi, delovna sila, inflacija in poslovno okolje, prihajajo v času, ko tudi industrijo prosimo naj prevzame vodilno vlogo pri čistem prehodu. Zato se moramo ozreti v prihodnost, še dlje v prihodnost in ugotoviti, kako bomo med prehodom ostali konkurenčni. Zato sem Marija Dragija, enega največjih evropskih ekonomistov, prosila, naj pripravi poročilo o prihodnosti evropske konkurenčnosti, kajti Evropa bo resnično naredila vse, kar je potrebno, da ohrani svojo konkurenčno prednost. Videli smo, kako pomembna je digitalna tehnologija, ko govorimo o olajšanju življenja. Presegli smo 20% naložbeni cilj za digitalne projekte v okviru instrumenta Next Generation EU in države članice so te naložbe uporabile za digitalizacijo svojih zdravstvenih sistemov, pravosodnih sistemov, prometnih omrežjih in tako naprej. Hkrati pa je Evropa prevzela vodilno vlogo pri obvladovanju tveganj v digitalnem svetu. Internet je bil najprej namenjen izmenjavi znanja, širjenju obzorij, povezovanju ljudi in to še vedno je. Hkrati pa povzroča tudi resne izzive, dezinformacije, širjenje škodljivih vsebin, tveganje za varnost osebnih podatkov in tako naprej. In vse to je pripeljalo do pomankanja zaupanja in do kršitev temeljnih pravic ljudi. V odziv na to je Evropa postala vodilna na svetovni ravni na področju državljanskih pravic v digitalnem svetu. Akt o digitalnih storitvah in akt o digitalnih trgih ustvarjata varnejši digitalni prostor. Prav tako zagotavljata pravičnost in nalagata jasne odgovornosti velikim tehnološkim družbam. In to je zgodovinski dosežek, na katerega moramo biti ponosni. Enako bi moralo veljati za umetno inteligenco. Ta bo gotovo izboljšala zdravstveno varstvo, povečala produktivnost, obravnavala podnebne spremembe, vendar pa pri tem ne smemo podcenjevati zelo resnih groženj, ki prihajajo strani umetne inteligence. Na stotine vodilnih razvijalcev umetne inteligence, akademikov, strokovnjakov nas je pred kratkim posvarilo in citiram: zmanjšanje tveganja za izumrtje zaradi umetne inteligence bi moralo biti globalna prioriteta poleg drugih družbenih tveganj, kot so pandemije in jedrska vojna. Konec citata. Umetna inteligenca je tehnologija za splošno rabo, ki je lahko dostopna, vplivna, prilagodljiva za najrazličnejše namene, od civilnih do vojaških. In napreduje hitreje, kot so celo njeni razvijalci predvideli. Zato se naš čas izteka, da odgovorno usmerimo to tehnologijo in mislim, da bi morala Evropa skupaj s partnerji prevzeti vodilno vlogo pri oblikovanju novega svetovnega okvira za umetno inteligenco in sicer na 3 stebrih: varovala, upravljanje in usmerjanje inovacij. Najprej, varovala. Naša glavna prednostna naloga je zagotoviti, da se umetna inteligenca razvija na način, ki je osredotočen na človeka, ki je pregleden, ki je odgovoren, in zato sem se v svojih političnih usmeritvah zavezala, da v prvih 100 dnevih našega mandata določimo ustrezen zakonodajni pristop. Predstavili smo akt o umetni inteligenci, ki je prvi celovit in inovacijam naklonjen zakonodajni akt o umetni inteligenci. In tu se moram zahvaliti vam, spoštovane poslanke in poslanci, ter svetu zahvaliti za neutrudno delo v zvezi s tem prelomnim dokumentom. Ta akt danes velja za zgled za podobno zakonodajo po svetu in zdaj se moramo osredotočiti na čim prejšnje sprejetje pravil in začetek izvajanja. Drugi steber je upravljanje. Zdaj polagamo temelje za enotni sistem upravljanja v Evropi. Toda združiti bi morali moči s svojimi partnerji, da zagotovimo globalni pristop k razumevanju vpliva umetne inteligence na vse naše družbe.
Pomislite na neprecenljivi prispevek medvladnega panela za podnebne spremembe, gre za svetovni globalni panel, ki oblikovalcem politik omogoča dostop do najnovejših znanstvenih dognanj. In mislim, da potrebujemo podoben forum tudi za umetno inteligenco, ki se bo ukvarjal z njenimi tveganji in koristmi za človeštvo. Seveda bi v njem bili znanstveniki, pa tudi predstavniki tehnoloških podjetij, neodvisni strokovnjaki iz celega sveta. In tak forum nam bo omogočil, da razvijemo hiter in globalno usklajen odziv, hkrati pa seveda gradimo na dosežkih hirošimskega procesa in drugih prizadevanj. In tretji steber je odgovorno usmerjanje inovacij. Po zaslugi naših naložb v zadnjih letih je Evropa postala vodilna na področju superračunalništva s 3 od 5 najmočnejših superračunalnikov na svetu. In to moramo izkoristiti. Zato lahko danes razglasim novo pobudo, in sicer za odprtje naših visoko zmogljivih računalnikov zagonskim podjetjem na področju umetne inteligence, da bodo lahko usposabljale svoje modele, ampak seveda odgovorno. Bo pa to le del naših prizadevanj za usmerjanje inovacij. Kar potrebujemo je odprt dialog s tistimi, ki razvijajo in uporabljajo umetno inteligenco, kar se že dogaja v ZDA, kjer je, kot veste, 7 velikih tehnoloških podjetij že sprejelo dogovor o prostovoljnih pravilih o varnosti, zaščiti in zaupanju. Podobno se dogaja tudi pri nas, saj bomo s podjetji na področju umetne inteligence sodelovali, zato da bodo prostovoljno zavezana aktu, še preden se akt o umetni inteligenci začne veljati, torej da bodo prostovoljno zavezani upoštevanju njegovih načel. Vsa ta prizadevanja je zdaj treba strniti, da pridemo do nekih minimalnih standardov za varno in etično uporabo umetne inteligence po svetu. Naši ljudje si to preprosto zaslužijo. Ko sem bila pred 4 leti tu pred vami, sem rekla, če bomo enotni, znotraj Evropske unije nas nihče ne more razdružiti. In to je bilo tudi izhodišče za geopolitično komisijo. Naš pristop ekipe Evropa nam je omogočil, da smo bolj strateški, bolj odločni in bolj enotni, in danes je to bolj pomembno kot kadarkoli v preteklosti. Izjemno nam je hudo, ko smo priča številnim žrtvam po naravnih nesrečah v Libiji in Maroku, po poplavah, po potresu. In Evropa bo vedno pripravljena pomagati na vse načine, kakor le lahko. Ali pa pomislimo na Sahel, eno najrevnejših regij, ki pa je z demografskega vidika med najhitreje rastočimi. Zaradi številnih vojaških udarov bo ta regija še dolga leta nestabilna. Rusija pa vpliva in se okorišča tudi z kaotičnimi razmerami tukaj, in v tej regiji so nastala plodna tla za vzpon terorizma. To neposredno zadeva Evropo, tako našo varnost kot našo blaginjo, in zato moramo pokazati enako enotnost glede ciljev, glede Afrike, kot smo to storili glede Ukrajine. To je nujno. Osredotočiti se moramo na sodelovanje z zakonitimi vladami, z regionalnimi organizacijami. Razviti moramo vzajemno koristno partnerstvo, ki se bo osredotočilo na skupna vprašanja tako za Evropo kot za Afriko. In zato si bomo skupaj z visokim predstavnikom Borrellom prizadevali za nov strateški pristop, ki ga bomo predstavili na naslednjem vrhu med Evropsko unijo in Afriško unijo. Spoštovane poslanke in poslanci, priča smo zgodovinskim primekom. Rusija bije vseobsežno vojno proti temeljnim načelom ustanovne listine Združenih narodov in zaradi tega so izjemno zaskrbljeni v vseh državah od Srednje Azije do Indo-Pacifika. Skrbi jih, da bi se lahko v svetu brez zakonov tudi oni soočili s tako usodo kot Ukrajina. Jasno vidimo poskuse vračanja nekaterih k blokovski miselnosti, k poskusom osamitve umestnih držav, ki so vmes. In vse to se dogaja v času, ko v številnih od teh držav obstaja negotovost glede institucij in globalizacije.
Vse te skrbi so utemeljene, vsi ti pomisleki so utemeljeni in ta gospodarstva v vzponu so svojimi prebivalci, svojim naravnim bogatstvom bistveni zavezniki za izgradnjo čistejšega in varnejšega sveta. Evropa bo z njimi vedno sodelovala pri reformah in pri izboljševanju mednarodnega sistema. Tu si želimo voditi prizadevanja za pravičnejšo ureditev in za pravičnejšo porazdelitev dobrin. To bo hkrati pomenilo sodelovanje z novimi in starimi partnerji, da poglobimo naše povezave in to, kar Evropa ponuja strategijo Global Gateway, je nekaj edinstvenega. Strategija Global Gateway je bolj pregledna, bolj trajnostna, bolj gospodarsko privlačna kot katerakoli druga. In prejšnji teden sem bila v New Delhiju, kjer sem podpisala najambicioznejši projekt naše generacije. Gre za gospodarski koridor Indija, Bližnji vzhod, Evropa, ki bo najbolj neposredna povezava med Indijo, Arabskim zalivom in Evropo, z železniško povezavo, ki bo omogočila 40% večjo trgovino med Indijo in Evropo, z električnim kablom, s plinovodom za čisti vodik, za spodbujanje trgovine s čisto energijo med Azijo, Bližnjim vzhodom in Evropo, in pa tudi s kablom za visokohitrostni prenos podatkov, ki bo povezal nekaj najbolj inovativnih digitalnih ekosistemov na svetu in omogočil nove poslovne priložnosti. To bo najsodobnejša tehnologija. Hitreje, krajše, bolj čisto. Global Gateway, ta strategija resnično prinaša resnične spremembe. To je bilo očitno v Latinski Ameriki, Jugovzhodni Aziji, po vsej Afriki, od izgradnje lokalnega vodikovega gospodarstva z Namibijo in Kenijo do digitalnega gospodarstva s Filipini. Vse to so naložbe v gospodarstva naših partnerjev. Gre pa hkrati za naložbe v blaginjo in varnost Evrope v tem svetu, ki se tako hitro spreminja. Spoštovane poslanke in poslanci, vsak dan konflikti, podnebne spremembe in nestabilnost silijo ljudi, da odhajajo od doma in iščejo zatočišče drugje. Vedno sem bila trdno prepričana, da je treba migracije ustrezno upravljati. Seveda to zahteva potrpežljivost. To zahteva dolgoročna prizadevanja z našimi partnerji. Predvsem pa to zahteva enotnost v naši uniji. In vse to je duh novega pakta o migracijah in azilu. Ko sem nastopila ta položaj, se je zdelo, da ne bo lahko priti do kompromisa. Ampak s tem paktom smo našli neko novo ravnovesje. Ravnovesje med varovanjem meja in zaščito oseb. Ravnovesje med suverenostjo in solidarnostjo. Tudi razmerje med varnostjo in človečnostjo. Prisluhnili smo vsem državam članicam, proučili smo vse migracijske poti in duh pakta v resnici prenesli v praktične rešitve. Hitro in enotno smo se odzvali na hibridni napad Belorusije. Tesno smo sodelovali s partnerji z Zahodnega Balkana in zmanjšali tokove nedovoljenih migracij. S Tunizijo smo podpisali partnerstvo, ki prinaša vzajemne koristi tako glede migracij, kot drugih področji, od izobraževanja do poklicnega usposabljanja, do energije in do varnosti. Zdaj pa želimo poskrbeti za podobne sporazume tudi z drugimi državami. Okrepili smo tudi varovanje meja. In evropske agencije so okrepile sodelovanje z državami članicami. Tu naj se zahvalim predvsem Bolgariji in Romuniji, ki sta pokazali pot tako, da sta predlagali rešitve na področju azila in vračanja in sta dokazali, Bolgarija in Romunija, da sta resnično del šengenskega prostora. Zato ne odlašajmo več, dovolimo jim, da se mu pridružita tudi ti dve državi.
Mesdames et messieurs, notre Dame in gospodje, naše delo na področju migracij temelji na prepričanju, da je enotnost možna. In soglasje o dogovoru še nikoli ni bilo tako blizu. Parlament in svet imata zgodovinsko priložnost, da ga dosežeta. Zato pokažimo zdaj, da Evropa zna in zmore upravljati migracije učinkovito in sočutno. Zaključimo svoje delo. honourable members, we know that migration. Spoštovane poslance in poslanke, vemo, da migracije zahtevajo stalno pozornost in to ni nikjer pomembneje kot v boju proti tihotapcem z ljudmi. Obupane ljudi pritegnajo z lažmi, potem pa jih pošiljajo na smrtno nevarne poti čez puščavo, trpajo jih na čolne, ki niso primerni za plovbo. Tihotapci neprestano spreminjajo način delovanja. Naša zakonodaja pa je stara več kot 20 let in jo moramo zato nujno posodobiti. Potrebujemo torej novo zakonodajo in novo strukturo upravljanja. Potrebujemo močnejši kazenski pregon in dejavnejšo vlogo naših agencij, kot so Europol, Eurojust in Frontex. Sodelovati moramo s svojimi partnerji, zato da bomo odpravili to svetovno kugo trgovine z ljudmi. Zato bo komisija organizirala mednarodno konferenco o boju proti tihotapljenju ljudi. Kajti skrajni čas je, da odpravimo to trdovratno kriminalno dejavnost. Spoštovane poslanke in poslanci, na tisti dan, ko so ruski tanki prečkali mejo z Ukrajino, se je mlada ukrajinska mati napotila v Prago, da bi svojega otroka pripeljala na varno. Ko so ji na češki meji v potni list odtisnili žig, se je razjokala. Njen sin ni razumel, zakaj. In svojo mamo je vprašal, zakaj joka. Odgovorila mu je, ker sva doma. Pa saj to ni Ukrajina, je dejal. Zato mu je pojasnila, to je Evropa. Tistega dne je ta ukrajinska mati začutila, da je Evropa njen dom. Kajti dom, je dejala, je tam, kjer si medsebojno lahko zaupamo. Prebivalci Ukrajine pa so lahko zaupali sočutnim ljudem v Evropski uniji. Materi je bilo ime Viktorija Amelina. Bila je eno velikih mladih pisateljskih imen svoje generacije in neustrašna aktivistka za pravice. Ko je bil njen sin na varnem, se je Viktorija vrnila v Ukrajino, da bi dokumentirala ruske vojne zločine. Leto pozneje pa jo je med večerjo s kolegi ubila ruska raketa. Bila je žrtev ruskega vojnega zločina, enega neštetih napadov na nedolžne civiliste. Tistega večera je Amelina večerjala s 3 prijatelji, med njimi je bil tudi Hector Abad, njen pisateljski kolega iz Kolumbije. Ta je sodeloval v kampanji, ki se je imenovala Aguanta Ukrajina, drži se Ukrajina, ki je bila zasnovana, da bi prebivalcem in prebivalkam Latinske Amerike povedali, kakšna je resnica ruske vojne agresije in napadih na civiliste. A Hector si nikoli ni predstavljal, da bi sam lahko postal tarča. Po napadu je dejal, da ne ve, zakaj je on preživel in ona umrla. Zdaj pa je on tisti, ki svetu pripoveduje zgodbo o Viktoriji, zato da bi ohranil spomin na njo in da bi se ta vojna končala. Počaščena sem, da je Hector danes z nami. Rada bi, da veste, da bo spomin na Viktorijo, pa tudi vse druge žrtve med nami ostal živ. Aguanta Ukrajina. Slava Ukrajini.
Honorable members, we will... Spoštovani poslanci in poslanke, Ukrajini bomo stali ob strani na vsakem koraku, tako dolgo, kot bo to potrebno. Od začetka vojne je v naši uniji zatočišče našlo 4 milijone ljudi. In želim jim povedati, da so še vedno enako dobrodošli, kot so bili v tistih usodnih prvih tednih. Poskrbeli smo, da imajo dostop do stanovanj, zdravstvenega varstva, trga dela in še veliko več. Spoštovane poslanke in poslanci, s tem je Evropa odgovorila na klic zgodovine. Zato lahko s ponosom napovem, da bo Evropska komisija predlagala podaljšanje naše začasne zaščite za Ukrajinke in Ukrajince v Evropski uniji, kajti naša podpora Ukrajini se bo nadaljevala. Samo letos smo zagotovili 12 milijard evrov za pomoč pri izplačevanju plač in pokojnin, za pomoč pri ohranjanju delovanja bolnišnic, šol in drugih služb. S predlogom akta v podporo proizvodnje streliva pa povečujemo proizvodnjo streliva, da bi pomagali zadostiti takojšnjim potrebam Ukrajine. Hkrati pa gledamo tudi v prihodnost. Zato smo predlagali dodatnih 50 milijard evrov v 4 letih, ki bi se uporabili za naložbe in reforme. Na ta način bomo pomagali pri izgradnji prihodnosti Ukrajine, njeni obnovi v sodobno in uspešno državo. In ta prihodnost je jasno razvidna. Parlament je čisto jasno povedal, prihodnost Ukrajine je v naši uniji, prihodnost Zahodnega Balkana je v naši uniji, prihodnost Moldavije je v naši uniji. Prav tako se zavedam, kako pomembna je evropska perspektiva za številne ljudi v Gruziji. Spoštovani poslanci in poslanke, na začetku sem spregovorila o tem, kako se je Evropa odzvala na klic zgodovine. Zdaj pa nas zgodovina kliče, zato da bi dokončali izgradnjo naše unije. V svetu, v katerem nekateri skušajo uničevati države eno za drugo, si ne moramo privoščiti, da bi svoje evropske rojake prepustili samim sebi. V svetu, kjer sta pomembna velikost in teža, je jasno, da je v našem strateškem in varnostnem interesu, da dokončamo našo unijo. A pogledati moramo tudi onkraj politike in geopolitike, zato da bi razumeli, zakaj tukaj gre. Oblikovati moramo vizijo za uspešno širitev. Vizijo unije, kjer več kot 500 milijonov ljudi živi v svobodi, demokraciji in blaginji. Vizijo unije, kjer lahko mladi svobodno živijo, študirajo in delajo. Unije, kjer živijo demokracije, ki so vitalne, kjer je neodvisno sodstvo, kjer se spoštuje opozicija in kjer novinarji uživajo spoštovanje. Kajti pravna država in temeljne pravice bodo vedno temelj naše unije v sedanjih in prihodnjih državah članicah. To je tudi razlog, zakaj je Evropska komisija poročila o stanju pravne države uvrstila med ključne prednostne naloge. Z državami članicami zdaj tesno sodelujemo, ko opredeljujemo napredek in razmišljamo o pripravi priporočil za prihodnje leto. Tako zagotavljamo odgovornost pred tem domom in pred nacionalnimi parlamenti. To je omogočilo tudi dialog med državami članicami in to tudi že prinaša rezultate. Verjamem, da bo lahko tako tudi za prihodne države članice. Zato vam z veseljem napovedujem, da bomo sodelovanje v poročilih o stanju pravne države odprli za tiste države pristopnice, ki bodo pokazale voljo, da še hitreje napredujejo. Na ta način bodo te države v enakem položaju kot države članice, tako bodo deležne podpore pri svojih prizadevanjih za reforme. In to bo pripomoglo tudi pri zagotavljanju, da bo naša prihodnost unija svobode, pravic in vrednot za vse. Spoštovane poslanke in poslanci,
spoštovane države članice. No, in naslednji stavek se glasi, to je v našem skupnem interesu, torej parlamenta, sveta in komisije. To je v našem skupnem interesu. Pomislite na veliko širitev pred 20 leti. Poimenovali smo jo Evropski dan dobrodošlic. In bila je zmagoslavje odločnosti in upanja nad bremeni preteklosti. V 20 letih smo videli zgodbo o gospodarskem uspehu, ki je izboljšala življenja na milijone ljudi. Želim si, da bi z veseljem pričakovali naslednji Evropski dan dobrodošlic in naslednje zgodbe o gospodarskem uspehu. Vemo, da to ni lahka pot. Pristop temelji na dosežkih in to načelo bo komisija vedno zagovarjala. Zanj sta potrebna trdo delo in voditeljstvo, a doseženega je bilo že veliko napredka. Priča smo bili skokovitemu napredku, ki ga je že dosegla Ukrajina, odkar smo ji podelili status kandidatke, in priča smo predanosti drugih držav kandidatk, torej kako so predane reformam. Spoštovani poslanci in poslanke, zdaj je čas, da pokažemo enako predanost. To pa pomeni, da razmislimo o tem, kako naj se pripravimo na dokončanje Unije. Preseči moramo preživete binarne razprave o širitvi. Tukaj ne gre za vprašanje poglabljanja, povezovanja ali širitve Unije. Lahko in tudi moramo doseči oboje, da bomo imeli geopolitično težo in zmožnost ukrepanja. In naši Uniji je to vedno uspelo. Vsak val širitve je spremljala politična poglobitev. Od premoga in jekla smo prišli do popolne gospodarske povezanosti. Ko je padla železna zavesa, pa smo gospodarski projekt preobrazili v pravo unijo ljudi in držav. Verjamem, da mora tudi naslednja širitev spodbuditi nadaljnji napredek. Zdravstveno unijo smo začeli graditi s 27 državami članicami in verjamem, da jo lahko zaključimo s 30 ali več. Evropsko obrambno unijo smo začeli graditi s 27 državami članicami in verjamem, da jo lahko zaključimo s 30 ali več. Dokazali smo, da smo lahko geopolitična unija in da lahko združeni hitro ukrepamo. In verjamem, da ekipa Evropa lahko deluje tudi s 30 članicami ali več. Spoštovane poslanke in poslanci, vem, da parlament verjame enako. Evropski parlament je bil vedno ena glavnih gonilnih sil evropskega povezovanja. Tako je že desetletja. In tako je tudi danes. Vedno bom podpirala parlament in vse, ki želijo reformirati Evropsko unijo, zato, da bo bolje delovala za državljanke in državljane. In da, to pomeni tudi s spremembami evropskih konvencij in pogodb, če in kjer bo to potrebno. Vendar pa za nadaljevanje širitve ne moremo in ne bi smeli čakati na spremembo pogodb. Unijo, ki je pripravljena na širitev, je mogoče doseči hitreje. To pomeni, da je treba odgovoriti na praktično vprašanje o tem, kako bo Unija z več kot 30 državami delovala v praksi in zlasti na vprašanje v zvezi z našo zmožnostjo ukrepanja. Dobra novica je, da se je še pri vsaki širitvi izkazalo, da so se tisti, ki so napovedovali, da se bo z njo zmanjšala naša učinkovitost, motili. Poglejmo le zadnjih nekaj let. O instrumentu Next Generation EU smo se dogovorili s 27 članicami, o nakupu cepiv smo se dogovorili s 27 članicami, v rekordnem času smo se dogovorili o sankcijah, prav tako s 27 članicami, o nakupu zemeljskega plina smo se dogovorili ne le s 27 članicami, temveč tudi z Ukrajino, Moldavijo in Srbijo. Torej je mogoče, ampak podrobneje moramo preučiti vsako politiko in ugotoviti, kako bi na njo vplivala večja unija. Zato bo komisija začela pripravljati vrsto predširitvenih pregledov politik.
Tako bi lahko ugotovili, kako bi bilo treba posamezna področja prilagoditi večji uniji. Razmisliti bomo morali tudi o tem, kako bodo delovale naše inštitucije, kako bosta delala parlament in komisija. Poleg tega se moramo pogovoriti o našem proračunu in sicer o tem, kaj bomo z njim financirali, kako bomo stvari financirali in kako bomo financirali sam proračun. Razumeti moramo tudi, kako bomo lahko zagotovili verodostojne varnostne zaveze v svetu, v katerem je odvračanje pomembnejše kot kdajkoli prej. In s temi vprašanji se moramo ukvarjati danes, če želimo biti pripravljeni na jutri. In komisija bo prispevala svoj delež. Zato bomo svoje zamisli predlagali v razpravo voditeljem in voditeljicam držav članic v okviru belgijskega predsedovanja. Pri tem nas bo vodilo prepričanje, da je dokončanje naše unije najboljša naložba v mir, varnost in blaginjo naše celine. Zato je čas, da Evropa spet začne razmišljati velikopotezno in piše svojo lastno usodo. Honorable members. Spoštovani poslanci in poslanke, Viktorija Amelina je verjela, da je naša skupna dolžnost, da napišemo novo evropsko zgodbo. Evropa je danes točno na tej točki, ob času in na kraju, kjer se piše zgodovina. Prihodnost naše celine je odvisna od odločitev, ki jih sprejemamo danes, od korakov, ki jih naredimo, zato da bomo dokončali našo unijo. Prebivalke in prebivalci Evrope si želijo unije, ki se bo v času tekmovanja velesil zauzemala zanje, pa tudi unije, ki jih varuje in jim je ob strani kot partnerica in zaveznica v njihovih vsakodnevnih bitkah. In njihovemu glasu bomo prisluhnili. Če je to pomembno Evropejkam in Evropejcem, je to pomembno tudi Evropi. Pomislimo na vizijo in domišljijo mlade generacije. O tem sem spregovorila na začetku svojega govora. Zdaj je čas, da jim pokažemo, da zmoramo zgraditi celino, kjer si lahko to, kar si, kjer lahko ljubiš, kogar želiš, in lahko ciljaš tako visoko, kolikor hočeš, celino, ki živi v sožitju z naravo in utira pot na področju novih tehnologij, celino, ki je združena v svobodi in miru. Spet je čas, da se Evropa odzove na klic zgodovine. Naj živi Evropa. Hvala lepa. Thank you.